Torej, minister za zunanje zadeve seveda ni primarno pristojen za vzdrževanje ali kulturnih politik ali tako naprej, vendar se vedno bolj uveljavlja zavedanje, da je seveda kulturno sodelovanje pomemben del zunanje političnih odnosov. In lani v slovenskem predsedovanju je Slovenija pravzaprav je organizirala posebno konferenco na temo kultura in zunanji odnosi v Evropski uniji. Ravno zato, da prvič da vzpostavimo to temo na politični ravni in da tudi z evropskimi zaključki, s političnimi zaključki pravzaprav omogočimo potem delovanje na tem področju, kar se je zgodilo, in drugič, da razpravljamo o tem, kaj pravzaprav pomeni kulturno sodelovanje ali kultura v zunanjih odnosih. Moram povedati, da ni lahko, ker hkrati tudi znotraj ministrstva, znotraj medresorsko, znotraj države pravzaprav preobračamo nek koncept. Zakaj je bil naš sektor na začetku ustanovljen? V bistvu za bilateralno sodelovanje, za koordinacijo sklepanja krovnih sporazumov bilateralnih na področju kulture, znanosti in izobraževanja in za nekaj malega denarja za podporo predvsem nekim projektom, ki so jih izvajala kulturni, ki so jih izvajala naša veleposlaništva. Torej ta koncept in to, o čemer zdaj govorim, je seveda velik razkorak. Tako da lahko rečem, da zunanje ministrstvo zdaj prevzema, torej daje kulturo na pomembno mesto v naših zunanjepolitičnih odnosih, zaenkrat pa se še borimo za več denarja na tem področju. In naj povem, da imamo trenutno za celo leto na razpolago 200 000 evrov. Da pa se vsi trudimo, da se ta vsota malo poveča. Po mojih dosedanjih izkušnjah kakšnega velikega povečanja očitno mislim, da se lahko težko obetamo. Prioritetna regija našega delovanja seveda so države Zahodnega Balkana, države z evropsko perspektivo. Torej, poleg nekdanjih držav bivše Jugoslavije, tudi Albanija in Turčija. In to je tudi področje, recimo, ki ga v političnem smislu v okviru komisije pokriva DG za širitev. Pri tem sledimo seveda tudi ne samo sledimo kulturnim povezavam, ki dejansko že izhajajo z našega prostora in jih poskušamo okrepiti. Hkrati sledimo tudi linijam, ki jih odpira naše gospodarstvo in mislim, da je kulturno sodelovanje lahko izjemna podpora gospodarstvu, sploh na način, ki se ga predstavljamo. Torej, to neprestano drobno delo, iskanje, enakopravni odnos z partnerji v tretjih državah, kjerkoli pač sodelujete, in upoštevanje njihovih predlogov, njihovih pogledov. Mi se vse skozi trudimo, da bi vzpostavili neki sistem in predvsem, da bi vzpostavili neki razpis ali več razpisov. Za enkrat iz različnih razlogov, ne samo zaradi premale količine denarja, tudi ostalih razlogov, ni šlo. Letos, kljub temu, da imamo malo denarja in ker moramo pokriti nekaj drugih prioritet, kaj bomo pokrili v prvem kosu z 170 000 evri, to je bil dogovor znotraj ministrstva. Poskus, da vzpostavimo profesionalno uredništvo za Sarajevske zvezke v Ljubljani, potem podpora Bienalu mladih Sredozemlja, ker kot del torej te naše mediteranske usmerjenosti, tudi zato, ker je Slovenija tam prisotna že več kot 20 let, ker vidimo to komplementarno dejavnost, recimo temu, kar dela fundacija Ana Lindh v Mediteranu in tako naprej. Potem seveda podpiramo galerijo Kozinus. Ne dovolj, zdaj bomo iskali sredstva tudi pri drugih ministrstvih, ker mislimo, da moramo ravno v letošnjem letu njeno delovanje razširiti. In podprli bomo v tem okviru publikacijo, ki pripravlja Maska na to temo znanost in umetnost. Pa dogovarjamo se z Ministrstvom za kulturo, ki je že dalo ven svoje razpise, da vzpostavimo nov razpis. In sicer, ki bo finančno začetek mali, ker delamo pravzaprav s tistim, kar imamo trenutno na voljo, upam, da bo postal sistemski, in to je razpis za mobilnost na Zahodnem Balkanu. In se tu, zato da mi to dosežemo, pa seveda rabimo tudi vašo podporo, neprestano, in opozarjanje na to. To ni, z naše strani to ni teženje, to je dejanska pomoč. In seveda strukturirano, torej, s tem, da se zavedate, kje smo in kako razmišljamo, kaj mi sploh lahko naredimo.
In jaz ne vidim to, da recimo damo eno 200 evrov, pa eno 300 evrov, pač pa zato, da skupaj poskrbimo en sistem, ki bo omogočal to, brez vseh teh naporov, ki ste jim zdaj izpostavljeni. Torej, leta 2007, maja, je Evropska komisija na poziv tudi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta izdala komunikacijo o evropski kulturi v globaliziranem svetu. To je prvi delovni dokument pravzaprav na področju kulture v Evropski uniji, ki si prizadeva za nekaj osnovnih ciljev. Predvsem daje fokus na 3 bistvene elemente. Eden je sodelovanje s civilno družbo v Evropi, torej ta partnerstvo s civilno družbo. Drugi sklop, ki ga omenja komunikacija, so kulturne ekonomije. Torej, Evropa je seveda na podlagi nekih analiz ugotovila, da kulturne ekonomije v Evropi prinašajo okrog 2,6% celotnega GDP-ja, da je to več kot kakšne tradicionalne industrijske dejavnosti, gospodarske dejavnosti, da zadaj stoji visoko izobražen in tudi visoko motiviran sektor, kar seveda obeta še večje potenciale in še večji donos kulturnih industrij. Zato to postavljajo v središče, torej tudi, ko se pogovarjajo o kulturnem sodelovanju. In tretji del, kultura je pomembna v zunanjih odnosih. In ta tretji del, pravzaprav to nalogo, to dolžnost, ki jo je parlament naložil komisiji in članicam, smo mi potem temu smo posvetili našo pozornost v našem predsedovanju. Torej, omenila sem že enlargement in enlargement se zdaj pripravlja na velik razpis, ki bo namenjen civilni družbi na Zahodnem Balkanu, ki ne bo namenjen samo kulturnikom, torej kulturnim NGO-jem, vendar se ti lahko prijavljajo. In jaz upam, da bomo pravočasno dobili informacijo, ki bomo takoj distribuirali preko kulturne stične točke in preko ostalih art servisa in tako naprej in tudi našim partnerjem na Balkanu. In prosim tudi, da ste pozorni na ta razpis iz 2 razlogov. Zato, da lahko opozorite partnerje in se skupaj z njimi dogovorite, na kak način se oni lahko prijavijo na ta razpis. In zaradi tega, ker se mi zdi izjemno pomembno, da se čim več kulturnih organizacij prijavi na razpis, ki je namenjen civilni družbi. Treba je utemeljevati potrebo po tem, da se kultura pojavlja, kulturno sodelovanje pojavlja v vseh razpisih, tudi če niso razpisi DG-ja za kulturo. To, kar vidimo, se zdaj dogaja, je tudi vedno večji spoj kulture in razvojnega sodelovanja. Torej, to se je nakazalo že v tisti komunikaciji Evropske komisije o vlogi kulture v globaliziranem svetu iz leta 2007, da dajo velik pomen projektom, ki spaja kulturno in razvojno sodelovanje. In tudi iz naše prakse vidimo, da ima to veliko smisla. In jaz mislim, da so to razvojni projekti. To, da poskušamo pomagati recimo projektu, ki vzpostavlja osnovne principe sodobnega plesa na Balkanu, je zame razvojni projekt. In zakaj o tem govorim? Ker razvojno sodelovanje ima neke določene zakonske principe, ki predvsem omogočajo tudi v Sloveniji lažji prenos sredstev od nas do uporabnika. In samo še na eno dimenzijo bi upozorila. Letos živimo pa v Evropskem letu inovacij in kreativnosti. In na tem področju se spet Slovenija že nekaj časa intenzivno trudi, predvsem na političnem področju, da bi odprla še en prostor zavedanja, kako je kultura pomembna in seveda hkrati tudi en možen vir financiranja. To je pa področje researcha, torej DG Research, področje, ki ga pokriva naš komisar Potočnik. Utemeljujemo, vedno izhajamo iz našega prostora in poskušamo ukrepiti tisto, kar je v našem prostoru pomembno, uveljavljeno in nima dovolj možnosti za delovanje. V našem primeru že nekaj časa zelo sodelujemo z tistim delom umetnikov, ki uporabljajo znanstvena orodja za svoje delo in ki naslavljajo bistvene probleme današnjega sveta.